Ste kdaj pomislili, da je razlika med uspešnim in neuspešnim timom lahko skrita v tem, da so člani tima sodelavci ali delavci? Predstavljajmo si, da imamo v timu Marka, Tino, Aljaža in Petro. Marko je super delavec, a zelo slab sodelavec. Svoje delo opravi brezhibno, a se nekako vedno drži zase. Ne druži se z ostalimi, na sestankih je vedno tiho in za pomoč ga je zelo težko prositi. Dosega sicer zelo dobre rezultate, a za ceno timskega duha. Tina je Markovo pravo nasprotje. Odlična sodelavka, a njena delovna učinkovitost ni najboljša. Vedno je pripravljena pomagati, deli ideje in skrbi za dobro vzdušje, a svoje delo vse prevečkrat odlaga in zamuja roke. Vsi jo imajo sicer zelo radi, a hkrati se vsi sprašujejo, če je prava oseba za to delovno mesto. Potem sta tu še Aljaž in Petra. Aljaž je sodelavec iz nočnih mor. Ne le, da je njegova delovna uspešnost zelo slaba, tudi za tim je prava mora. Skupinskega dela nikakor ne prenese, drugih ne spoštuje, predvsem pa vedno širi negativno energijo. Vsi se sprašujejo, kako je sploh še del ekipe. In končno je tu Petra, prava zvezda tima. Ne le, da je njena delovna uspešnost vrhunska, je tudi super sodelavka. Vedno je pripravljena pomagati, deli svoje znanje, navdihuje druge. Ko vstopi v sobo, se vzdušje takoj dvigne. Vsi si želijo delati z njo. Zdaj pa si predstavljajte, da imate v timu Marka, Tino in Aljaža. Kakšno bo vzdušje? Verjetno precej napeto. Marko se bo držal bolj zase, Tina bo poskušala nekoliko povezati ekipo, Aljaž pa bo vedno širil slabo voljo. Rezultati morda ne bodo najslabši zaradi uspešnosti Marka, a dolgoročno bo tim zelo težko uspešen. Kaj pa, če bi imeli tim samih Peter? Takoj si lahko predstavljamo, kako bi vse teklo gladko. Vsi bi trdo delali, si pomagali in se skupaj veselili uspehov. To je tim, o katerem najbrž sanjajo vsi vodje. Seveda v realnosti ne moremo imeti tima polnega Peter, a lahko strmimo k temu, da bi bilo Peter čim več. Kako? Tako, da negujemo obe strani, delovno uspešnost in sodelovanje. Da Markom pokažemo vrednost timskega duha, Tinam pomagamo izboljšati njihovo učinkovitost, Aljažem jasno pokažemo, da je njihovo obnašanje nesprejemljivo in jih spodbudimo k spremembam, Petre pa nagradimo in jih izpostavimo kot zgled. Ustvarjanje uspešnega tima nikakor ni lahka naloga, a je ključna za uspeh podjetja. In ključ do uspeha je ravno v razumevanju in negovanju razlik med delavci in sodelavci. Zato, dragi vodje, vprašajte se, kakšen tim želite zgraditi?